Vsi ljubiteljski strokovnjaki za prehrano ti bodo povedali, da so vlaknine dobre za tebe, a večina jih ne ve, zakaj so dobre. Svetovali ti bodo, da poješ otrobo kolač s tvojo jutranjo kavo in mislili, da so naredili veliko uslugo tvojemu črevesju. Ne zavedajo pa se, da je zaužitje pšeničnih otrobov mogoče najbolj slavnih od vseh vlaknin enakovredno zaužitju majhnih delčkov plastike. Raziskovalci, ki raziskujejo učinke vlaknin na črevesje, v raziskavah celo uporabljajo majhne koščke plastike, da posnemajo učinke pšeničnih otrobov. Če te poženejo, je to zato, ker zelo dražijo črevesje in ga spodbudijo, da izloči karkoli je v njemu. To ni pravi način, kako bi morali vlaknine, prave vrste vlaknin delovati. Ko zaužiješ prave vrste vlaknin, te oblikujejo viskozen gel, ki potuje skozi tanko in debelo črevo in te nežno poženejo k rednemu izločanju, ozdravijo drisko, olajšajo sindrom razdražljivega črevesja in na splošno izboljšajo vse težave druge polovice prebavnega trakta, brez da bi povzročale pline. Zraven tega pa še povišajo oziroma izboljšajo občutljivost na inzulin, pomagajo pri izgubi maščobe in znižujejo holesterol. Kaj so glavne karakteristike različnih vrst vlaknin? To so topnost, ki se nanaša na to, ali se vlaknine raztopijo v vodi ali samo lebdijo v njej v obliki posameznih delcev, kot so to na primer pšenični otrobi ali plastika. Viskoznost je druga lastnost. To je fizična lastnost nekaterih vlaknin, da se zgostijo takrat, ko so dodani k vodi. Tretja je oblikovanje gela. To se v povezavi z viskoznostjo nanaša na sposobnost nekaterih vlaknin, da hidrirane oblikujejo navzkrižne povezave in s tem oblikujejo vaskoelastični gel. In četrta lastnost je fermentacija in ta izraz se nanaša na sposobnost vlaknin, da preživijo encimske reakcije v tankem črevesju in so nato s strani bakterij uporabljene za oblikovanje teh kratkoverižnih maščobnih kislin in plinov. Te 4 deskriptorje lahko uporabimo, da razdelimo vlaknine na 4 različne, a pomembne skupine. Prva skupina je slabo fermentirane oziroma netopne vlaknine. To so na primer pšenični otrobi, ki smo jih že omenili, so primer netopnih vlaknin, tako kot plastika, se ne raztopijo v vodi. Druga so topne, neviskozne, že fermentirane vlaknine. To so vlaknine, ki se raztopijo v vodi, a ne formirajo koristnega gela in so hitro fermentirane, kar vodi do veliko plinov in napenjanja, brez pravega učinka. Tretje so topne, viskozne, gelaste, že fermentirane. Primer teh vrst vlaknin vključuje oves, ječmen in na primer glukan. Raztopijo se v vodi, oblikujejo viskozni gel, upočasnijo absorpcijo hranil, kar vodi do boljše glikemične kontrole in nižjega holesterola, so pa takoj fermentirane, kar vodi do plinov in izgube njihove gelaste strukture in njihove sposobnosti zadrževanja vode. Četrte, v bistvu najbolj učinkovite, najboljše vlaknine pa so viskozne, topne, gelaste in nefermentirane. In v tej klasifikaciji je samo ena pogosto uporabljena vlaknina in to je psilium, ki je zlat standard, raztopi se v vodi in oblikuje viskozni gel. Opravi vse stvari, katere lahko želimo od vlaknin, kot so zniževanje holesterola, zmanjševanje absorpcije kalorij in zagotavljanje občutka sitosti za zaviranje apetita. Pomaga pri oblikovanju blata, bori se z zaprtjem in z drisko in umiri sindrom razdražljivega črevesja. Vse to brez da bi povzročal oblikovanje kakršnihkoli plinov. To naredi na tak način, da upočasni absorpcijo glukoze, kar je zelo dobro. Upočasni tudi absorpcijo nekaterih hranil, kar jim dovoljuje, da potujejo dlje tanko črevo, kjer jih običajno ne najdemo, kar povzroči kaskado dogodkov. Zniža se izločanje glukagona, kar upočasni proizvodnjo sladkorja v jetrih. Izboljša se proizvodnja oziroma optimizira se proizvodnja inzulina, znižanje apetit. Rast celic, ki proizvaja inzulin, je hitrejša, občutljivost na inzulin se poveča. Obenem se zniža slab holesterol, poviša se dober holesterol in praznjenje želodca je upočasnjeno. Nekateri vlakninski dodatki ozdravijo zaprtje s tem, da delujejo kot stimulanti ali dražitelji sluznice, kar smo že ugotovili, da ni dobro. Psilium pa deluje kot nekaj, kar optimizira našo prebavo. Po pregledu vseh razpoložljivih dokazov so strokovnjaki zaključili, da je psilium edini vlakninski dodatek, ki se ga splača priporočati ter jemati, vsaj za kronično zaprtje. Uporaba vlaknin na splošno povečuje celo dolžino telomerov, ki so specializirani deli DNK-jev na koncih kromosomov in igrajo pomembno vlogo pri določanju življenjske dobe, naše življenjske dobe. In zato je še vedno potrebno stremeti po tem, da dobimo dovolj oziroma veliko
topnih in netopnih vlaknin iz naravnih hranil. Težava pa je, ker to stori zelo malo ljudi. Za moške je priporočeno približno 38 gramov vlaknin na dan, za ženske pa okoli 25. To je nekje 14 do 15 gramov vlaknin na 1000 zaužitih kalorij. Te številke le redko kdo dosega. In zaradi tega je pametno uporabiti kakšne prehranske dodatke, kot smo zdaj omenili, predvsem psiljuma. In s tem namenom smo mi naredili en res zelo učinkovit, super paket izdelkov, ki sem ga poimenoval paket prebava, psiljum, o katerem smo zdaj veliko povedali, in Premium Profloro, zelo učinkovit kompleks mikrobioloških kultur z dvojnim delovanjem. Res mislim, da je ta paket izredno učinkovit in obenem po zelo ugodni ceni, saj v bistvu za ceno Premium Proflore dobite celo pakiranje ekološkega psiljuma brezplačno.